Ena udarna skupina letalonosilke porabi več logistike v enem dnevu, kot jo večina vojsk premakne v enem tednu. 17.000 obrokov, stotine tisočev litrov letalskega goriva. Poleg tega pa neprekinjeno oskrbovanje, popravila in usklajevanje, ki se raztezajo čez tisoče milj vode. In to je le vzdrževanje ene formacije v delovanju. To je tisti del, ki ga večina ljudi pri Ameriki spregleda. 5000 milj odprtega oceana ne zanima, kako močan si. Vsako cesarstvo, ki je poskušalo pritiskati na Združene države, je izhajalo iz iste domneve, da moč odloča o izidih. Toda trčijo v nekaj veliko starejšega od moči, geografijo. Toda še preden so imele Združene države vojsko, so že imele obrambni sistem, 2 oceana, eno samozadostno celino in zemljevid, ki vpije pritisk, še preden lahko povzroči škodo. In 50 let je vsak poskus, da bi ta sistem prelomili, propadel. Politiki se s tem ne morejo pogajati. To določa mejne pogoje. In prav tam se bližnjevzhodne ambicije zaletijo v zid. Vse se vrti okoli nafte, ozkih prehodov in posredniških vojsk. Regionalne mornarice so zasnovane za delovanje v omejenih vodah. Obalne vode, ozki prehodi in kratkosežne spopade. Ta orodja so smrtonosna v takem okolju, vendar so v Srednjem Atlantiku praktično neuporabna. V trenutku, ko plovilo zapusti zračno zaščito z obale, ne vstopi na bojišče. Vstopi v območje, kjer ima ameriška mornarica stalno prednost domačega terena. To resničnost so preizkusili med teizmen vojno-tankerje v 80. letih. Regionalni akteri so skušali Perzijski zaliv spremeniti v pritiskovno točko z miniranjem ladijskih poti. To je bil poskus zvišanja globalnega zavarovalnega davka, da bi prisilili Američane k umiku. Čeprav je konflikt povzročil porast premij in začasno negotovost v dobavni verigi, je nasilje ostalo strogo omejeno na območje oddaljeno 7000 milj od celinskih Združenih držav. Regionalni akteri so nadlegovali ladijski promet na svojem območju, vendar niso imeli nobene zmožnosti, da bi ta pritisk razširili izven tega območja. Ameriške sile so vzdrževale pretok prometa v zalivu, medtem ko je ameriško ozemlje ostalo popolnoma zaščiteno. Konflikt je dokazal eno stvar. Pomorska moč Bližnjega vzhoda je regionalna. Lahko naredijo zaliv nevaren, toda Atlantik in Pacifik nedotakljiva. Danes je ta zaščita še močnejša, okrepljena s tehnologijo, ki presenečenje naredi vse težje. Toda sila ni edina stvar, ki prečka ocean. Ni elementa presenečenja, ko je razdalja široka 3000 milj. Ocean samo razdaljo spremeni v trajen obrambni ščit. Toda oceani so del trdnjave. Če želite najti pravo srce obrambe, morate pogledati globlje v notranjost. Toda ko gre za udar na Ameriko, najbolj očitna točka pritiska ni vojaška, temveč energija. Eno ozko grlo prenaša petino svetovnih tokov nafte. Hormuška ožina, o njej ste veliko slišali. Zaprtje ne moti le dobave. To šokira globalni sistem. Toda ta šok ne zadene tam, kjer je usmerjen. Cene narastejo po vsem svetu, a največji udarec občutita Evropa in Azija, države, ki so odvisne od uvoza. Amerika pa ima raven varnosti, ki pred 20 leti ni obstajala. Ameriške rafinerije in ameriška proizvodnja se ne ujemajo popolnoma. Washington je v bistvu zgradil globalno energetsko zanko, iz katere lahko kadarkoli izstopi, medtem ko njegovi tekmeci ostajajo ujeti v njej. Ker sedi na obeh koncih tega sistema, ZDA pridobijo cenovno moč, ki je noben regionalni akter ne more posnemati. Če imate nafto, jo lahko prodate na svetovnem trgu. Toda Združene države imajo zdaj fizične cevovode in skladiščne zmogljivosti, da lahko same delujejo, tudi če so bližnjevzhodne zaloge prekinjene. ZDA proizvajajo tudi velike količine zemeljskega plina, ki ga je mogoče zamrzniti in prepeljati v tekoči obliki. V krizi to državi daje dodatno moč, vire, ki lahko služijo kot zaščita za njene zaveznike. Medtem ko so se druge države trudile ohraniti oskrbo z elektriko, lahko ameriška proizvodnja poveča obseg in stabilizira dobavo. Najbolj jasen primer, kako je ta sistem nekoč ogrožal Ameriko, je naftni šok leta 1973, ko so cene skoraj čez noč poskočile s $3 na $12. Odgovor so bili pridobivanje nafte in plina iz skrilavca, skladiščenje in diverzifikacija dobavnih verig. Ranljiva je postala infrastruktura. Danes celo motnja, kot je zaprtje Hormuške ožine, povzroči dvig cen namesto ustavitve dobave. ZDA dobijo približno 8% svoje nafte iz te regije, kar pomeni, da je vpliv precej manj neposreden. Države v Perzijskem zalivu tvegajo večjo škodo za lastna gospodarstva kot za Ameriko. Še vedno je to vzvod, ki lahko pretrese svet, vendar ne more zlomiti sistema.
Če nafta ne more zlomiti sistema, je naslednja poteza zvišanje stroškov ostajanja v njem. Neposreden konflikt ne uspe, zato se strategija spremeni. Najpogostejše orodje, ki se uporablja na Bližnjem vzhodu za boj proti velesili, ni ogromna vojska ali raketa dolgega dosega. To je posreden pritisk, vojna prek posrednikov. Hezbollah, Hamas, Hutidži, milice. Z dajanjem denarja in orožja manjšim skupinam, ki niso povezane z regionalnimi vladami, države ustvarijo neenak boj. Ta strategija je namenjena izogibanju neposredni vojni z močnejšo vojsko, tako da povzroča počasno, stalno izčrpavanje. Te skupine lahko ustavijo ladje ali napadejo vojaške baze. Ne poskušajo premagati Amerike, poskušajo jo izčrpati. Poceni droni, improvizirani napadi, stalni pritiski, zaradi katerih je vsak konflikt drag. Vsakič, ko je poceni dron sestreljen z $1 milijon vredno raketo z ladje ameriške mornarice, matematika deluje v prid posredniški strani. To spremeni obrambo v drag napor. Lahko zvišajo stroške prisotnosti. Med napadom na barake v Bejrutu leta 1983 je lokalna skupina uporabila tovornjak bombo in ubila 241 ameriških pripadnikov oboroženih sil. Dokazali so, da lahko neopazno prečkajo običajne varnostne linije in povzročijo množične smrti na cilju. Amerika je doživela strašno človeško tragedijo in vojska je bila prisiljena zapustiti tisti del Libanona. Če pa pogledate pobliže, je ta napad razkril strateško mejo. Točko, kjer moč majhne skupine preprosto naleti na zgornjo mejo. Zmaga je bila le lokalna. Ni povzročila razpada ameriške moči, ni sledila Združenim državam nazaj na njihovo lastno ozemlje in ni preprečila Ameriki, da bi svojo moč uporabljala kjerkoli drugje po svetu. Napad je dokazal, da lahko posredniške sile povzročijo izgube na obrobju, ne morejo pa se dotakniti jedra. Ta zgodba se od takrat ni spremenila. Če ne moreš doseči ozemlja in ne moreš vzdrževati pritiska, je zadnja možnost, da napadeš sam sistem. Združene države imajo v svojem gospodarstvu vgrajen ogromen ščit. Večina velikih sil na svetu je specializiranih, zaradi česar jih je lahko zlomiti. Bodisi morajo skoraj vse, kar potrebujejo, kupiti iz drugih držav, ali pa morajo vse, kar proizvedejo, prodati, da lahko preživijo. Ameriško gospodarstvo je drugačno. Deluje kot ogromen krog, ki večinoma sam sebe oskrbuje. Če bi se danes trgovina z Bližnjim vzhodom ustavila, bi to povzročilo veliko vznemirjenja na borzi, vendar to ne bi bilo dovolj, da bi uničilo jedro države. Najmočnejši del tega ščita je način, kako je svetovni denar povezan. Ker je ameriški dolar svetovna valuta, sta ameriška centralna banka in ameriško finančno ministrstvo v središču skoraj vsakega posla sklenjenega med državami. To Ameriki daje digitalni doseg, ki daleč presega njene meje. Če želi, lahko prekine dotok denarja katerikoli skupini ali državi, ki poskuša povzročati težave. In moč tega digitalnega ščita je bila očitna leta 2012. Po pritisku ZDA in Evrope je sistem SWIFT, omrežje, ki ga banke uporabljajo za komunikacijo, odklopil več velikih iranskih bank. Brez mornarice, brez raket. To je bila digitalna izključitev iz globalnega finančnega sistema. Učinek je bil takojšen in hud, saj je omejil sposobnost Irana za mednarodno prenašanje denarja ter še dodatno zaostril pritisk na njegovo gospodarstvo. Iranski izvoz nafte je v enem letu padel za približno 40%, kar je najnižja raven v zadnjih desetletjih. Tuđe banke v Rijadu, Abu Dhabiju in drugih zalivskih državah imajo v lasti bilijone ameriških dolarjev. Vsaka transakcija, ki vključuje te dolarje, se na koncu izvede prek ameriške finančne infrastrukture. Washington je zgradil cevi, po katerih teče denar. Ker morajo vse te transakcije na koncu skozi ameriški klirinški sistem ali CHIPS, lahko ZDA v bistvu preprosto prekinejo dostop do denarja, ki se uporablja za financiranje regionalnih skupin. Če država na Bližnjem vzhodu poskuša vplivati na dolar, na koncu le zmanjša vrednost svojih lastnih prihrankov. To je kot finančni spopad, kjer sta lahko prizadeti obe strani, vendar imajo ZDA prst na sprožilcu. Denar je močno orožje, vendar je neuporaben, če lahko tvoj sovražnik z enim klikom blokira tvoj bančni račun. Od novembra 2026 bo sistem SWIFT zahteval veliko bolj podrobne strukturirane informacije za čezmejna plačila. To še dodatno otežuje skritim mrežam premikanje denarja, ne da bi ameriško finančno ministrstvo to opazilo. In ker ZDA gostijo najbolj likvidne finančne trge na svetu, pritisk ne zlomi sistema, preprosto se absorbira. Ko so prizadeta manjša gospodarstva, valute propadajo.
Ko so prizadete ZDA, se tokovi preusmerijo in ljudje, ki poskušajo skriti denar, so razkriti. Če bi država na Bližnjem vzhodu poskušala škodovati ZDA s prodajo velikih količin ameriških državnih obveznic, bi naletela na past likvidnosti. Trg je tako globok, da bo celo usklajena razprodaja prevzeli drugi vlagatelji, ki iščejo varno zatočišče. Prodajalcu bo ostalo le malo alternativ za parkiranje kapitala v takšnem obsegu. V praksi to pomeni, da je široke gospodarske napade na ZDA izjemno težko vzdrževati. Trgovinska vojna ali embargo lahko škodujeta dobičku, vendar ne moreta podreti zidov naroda. Kljub temu je ta ščit pod nekakšnim postopnim pritiskom. Druge države poskušajo zgraditi lastne sisteme, da bi obšle SWIFT. Preizkušajo moč dolarja. Toda gospodarski pritisk je le ena plast sistema. Ogromne kmetije na Srednjem zahodu pridelajo dovolj hrane, da nahranijo celotno državo s presežkom, ki ga izvozijo v svet. Ogromna velikost ameriškega rečnega sistema predstavlja drugo obrambno oviro države. Tudi če pristanišča izginejo, notranjost ne razpade. Preprosto preusmeri poti. Ena sama barža na reki Mississippi lahko prevaža toliko tovora kot 15 vagonov za razsuti tovor ali 60 do 70 tovornjakov s prikolico. A pravi pomen ni v zmogljivosti, temveč v neprekinjenosti. Te notranje vodne poti omogočajo državi ohranjanje dobavnih verig, tudi če bi bila vsa obalna pristanišča zaprta. Osrednji del države lahko preusmeri distribucijo po notranjih poteh, ki jih nobena tuja mornarica ne more zlahka blokirati. Motenja se lahko absorbirajo, medtem ko druge države vidijo, da se njihova trgovina ustavi na obali. To je rezultat desetletij vlaganja v boljša semena, namakanje in industrijsko kmetijstvo. Oceani otežujejo invazijo. Notranje reke omogočajo poceni prevoz. Sama proizvaja energijo in prideluje več hrane, kot je porabi. In v finančnem smislu je v središču svetovnih kapitalskih trgov. Medtem ko lahko regionalni akteri na Bližnjem vzhodu povzročijo motnje, delujejo v geografskem okolju, ki je strukturno odporno. To je trdnjava po naravi. Celina zgrajena tako, da deluje ne glede na zunanji pritisk. Toda tudi tako stabilen sistem lahko začne kazati razpoke. Ko se tehnologija spreminja, se začnejo kazati vrzeli v zidovih. Hipersonične rakete se lahko premikajo tako hitro, da so oceani videti manjši. Medtem ko ZDA krepijo svoj obrambni sistem, je Rusija to orožje že uporabila v boju, Kitajska pa jih intenzivno preizkuša. Ne letijo predvidljivo po nebu, temveč drsijo tik nad obzorjem. Opozorilno okno, ki je Ameriki nekoč dajalo na voljo minute, zdaj pušča le še sekunde. A hipersonična orožja niso niti najbolj rušilna sprememba. To so poceni roji dronov. En sam operator lahko zdaj uporabi stotine poceni dronov, ki preplavijo sisteme točkovne obrambe. Ne zato, ker bi bili sofisticirani, ampak preprosto zato, ker jih je veliko. Huti so smrtonosno računico tega koncepta pokazali v letih 2023 in 2024, ko so na ladijski promet v Rdečem morju izstrelili valove dronov in raket. Ameriška mornarica je bila prisiljena uporabiti prestreznike vredne $1 milijon proti tarčam, ki so stale le nekaj $1000 vsaka. Vsako prestrezanje stane več kot dron, ki ga uniči. Logika, zaradi katere je bila ameriška raketna obramba verodostojna, je temeljila na dragih grožnjah. Ni bila zasnovana za desetine naprav, izstreljenih hkrati s poceni mobilnih izstrelitvenih naprav, skritih v puščavi. In za razliko od hipersoničnih izstrelkov se tehnologija rojev dronov že širi. Iran jih dobavlja, Severna Koreja jih razvija. Ovira za vstop je dovolj nizka, da jih že uporabljajo tudi nedržavni akteri v velikem obsegu. Kar se je začelo kot taktika na Bližnjem vzhodu, zelo hitro postaja globalna. In kibernetski napadi, ti jih oceani ne ustavijo. Lahko napadejo električne omrežja, ne da bi potrebovali ladjo ali letalo. Obstaja tudi fizična različica kibernetskega problema, ki jo je še težje braniti. 95% mednarodnih podatkov finančnih transakcij, vojaških komunikacij in obveščevalnega prometa potuje po podmorskih optičnih kablih. Približno 400 jih prečka oceansko dno, večinoma so nenadzorovani, težko jih je braniti in jih je enostavno prerezati. Rusija je bila že ujeta pri razporejanju podmornic v bližini poti kablov. Usklajena kampanja prekinjanja kablov ne potrebuje vdora na ameriško obalo. Potrebno je le prekiniti povezave, ki omogočajo delovanje finančnega sistema. Moč dolarja je odvisna od infrastrukture, ki ga prenaša. Ta infrastruktura leži na dnu oceana brez varovanja.
In počasno odmikanje drugih velikih sil od ameriškega dolarja je preizkus finančne infrastrukture, ki je državo tako dolgo varovala. Kitajska, Rusija in zalivske države gradijo plačilne sisteme, zasnovane tako, da popolnoma obidejo SWIFT. Saudova Arabija je že sprejela plačila za nafto v drugih valutah kot dolarju. Prevladovanje dolarja nikoli ni bilo zakon narave. To je bila posledica ameriške moči in odsotnosti alternativ. Alternative pa se zdaj gradijo. Počasi, premišljeno in časovni okvir se meri v desetletjih, kar je tudi razlog, da tega ni na naslovnicah. Te grožnje ne izgledajo enako. Nekatere so tehnične, nekatere so fizične, vendar imajo eno skupno lastnost. Nobena od njih ne potrebuje prepotovati velikih razdalj, da povzroči škodo. Ko je bila energija problem, je našla nafto in plin iz skrilavca. Ko je bila trgovina problem, je premaknila svoje dobavne verige. Takšnega sistema ne zlomiš neposredno. Počakaš, da postane nekaj drugega. Bližnji vzhod je naletel na isto oviro, na katero naleti vsak nasprotnik. Ne ameriška moč, ampak ameriška geografija. In to ni predmet pogajanj. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v Map Packu.